Lepo pozdravljeni, Lep še pozdrav. enkrat. Ja. Včeraj so bile binkošti in to je praznik navdiha. Svetega navdiha. Svetega navdiha. Navdiha, ki svetli, ki prebuja v novo stvarnost, novo resničnost. Lahko je to nevaren navdih za tiste, ki manipulirajo, ne? Ker je to, veste, navdih, sveti duh pravimo, ne? Ki osvobaja, ne? Ki osvobaja iz vseh spon, iz vseh zasužnjenosti. In zato se nekateri prizadevajo, da človek ne bi prišel k sebi, ne? Ker ko prideš k sebi, v svojo notranjo duhovno resničnost in se na nek način dovoliš zaznati v obnebju te svete enosti, se v tebi prebudi toliko tega, kar osvobaja tebe in osvobaja čas in prostor in prebuja preroškost. To je pa za tiste, ki bi radi nas ujeli v neko škatlico, seveda nevarno, ne? Kajti ta navdih, zato ga upodabljajo kot goloba, ne? Dejansko osvobaja iz sleherne ujetosti. Ampak nas ljudi velikokrat navdahnejo dejanja ali pa samo življenja drugih ljudi. Ja. Verjetno si tudi ti se srečal z mnogimi ali pa... Ja, z mnogimi, bi rekel, učenimi in zelo preprostimi, ne? En tak vir navdiha zame je gotovo mož, ki sem ga omenjal že pred, mislim, da 14 dnevi, ja, 14 dnevi. To je bil Taras Kermauner, moj duhovni oče. To je bil človek, ki mi je pomagal, da sem prerasel koncept polarizacije, dvobojevite polarizacije, nekonstruktivne konfliktnosti med dvema poloma. Zame je nepozabno, ko mi je pripovedoval, kako so mu po osamosvojitvi ponujali mesto generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenije z enim samim pogojem, da vstopi v katerokoli stranko, vse enim je bilo, ampak da bodo vedeli, čigav je. On pa je rekel, glej, jaz imam dve roke, levo in desno. In učinkovit sem v medsebojnem dopolnjevanju tako leve in desne roke. Ne? Mi dejansko smo učinkoviti, ko smo sodelujoči. To ne pomeni, da smo enoumni. Ne, je raznolikost, je tudi različna miselna in drugačna spretnost, ampak je pa takrat učinkovitost za skupno dobro, ko znamo med seboj sodelovati in se dopolnjevati. Ko moja desnica ne reče, tu je vsa resnica, ko moja levica ne reče, tu je vsa resnica, ampak ugotovita, da je resnična uspešnost, ko se znata med seboj dopolnjevati v tistem, kar je potem za skupno dobro zelo pomembno. Ne? O tem sam veliko pišem v raznih svojih zapisih, ne? Ampak vse to je sad dediščina, ki sem jo dobil od Tarasa Kermaunerja. On mi je tudi rekel, poglej, vi duhovniki oznanjate skrivnost Svete Trojice. Sveta Trojica ni enoumnost, ni eno ime, ampak so tri osebe v medsebojni igrivosti. To, kar je pa božansko, je pa ljubezen, ki jih povezuje. Ne? Ste mnoge teh miselnih iztočnic mi je dal, ob katerih sedaj na nek način se prebujam še v nadaljne razsežnosti uvidov. Druga osebnost, ki me je prav tako zaznamovala, je bil pa eden največjih teologov, ko je bila še Jugoslavija naša skupna domovina, to je bil pa hrvaški kapucin Tomislav Šagi Bunić. Čeprav vemo, kakšni so bili tisti časi, je bil on že takrat kot teolog član Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti. In potem smo, takrat sem bil še pri kapucinih, šli na obisk s bratom, mislim, da v Varaždin, in so mi rekli, tam boš pa videl tega znamenitega patra. In jaz sem si predstavljal, da bo neki visok možakar, že navzven bo zgledal pametno, vzvišeno, ne? In potem pridemo v skupnost teh kapucinov v Varaždinu, pa ni bilo nobenega vzvišenega, nobenega navzven posebej vzbujajočega v pametnosti,
ampak je bil tam v enem delu sobe, še z nekimi patri, je bil en možiček, veste, ko en kosobrinček je bil, ne. Posebno pozornost mi je pa zbudil, ker je imel broško kot kak mladostnik, na kateri je pisalo Matej, torej Matejev evangelij 25, ne. In sem rekel, tam je, ne, in jaz sem šel k njemu, občudujoč, malo začuden, kako izgleda ta veliki mož, ko en kosobrinček, in med drugim mi je rekel to, je rekel, ko sem gledal broško, je rekel, veš, zakaj je to? Matej 25 je rekel, tam piše, lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, popotnik sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in zaprt in ste prišli in ste me obiskali. In je rekel, ljudje me občudujejo potem, kaj vse sem napisal, koliko nosim v svoji glavi. Je rekel, ampak na koncu je rekel, bom pa presojen to, kar sem naredil dobrega. In dati nekomu pozornost, ki je res v stiski, je več kot napisati ne vem kakšno bistroumno delo. Kajti mi bomo presojeni po srčnosti in po dejanju svoje ljubezni. Takrat, kar me je najbolj pretreslo, ne moram pozabiti, je začel jokati kot otrok. Ne? To je to. Bi rekel, je pameten človek, ampak veličina pa v tej srčnosti, v pristni človečnosti, to me je zelo nagovorilo. Je pa, ko sem omenil dva deca, moram omeniti še dve ženski. Mnogo prebojenih žensk srečujem. Zdaj ugotavljam, da se veste, ko rečem baba, je to najbolj vzvišen izraz, ne? Je več kot pa po imenovanju naših prednikov, je več kot modrec. Baba je bila ženska prebujena v življenjskih izkustvih, obdarjena z srčnostjo in intuicijo, ki je imela vizijo. Sam velikokrat govorim prav, da so ženske, prebujene ženske, te prave babe, dejansko upanje za našo civilizacijo, za preporod. V preteklosti so se povezovale na posameznih krajih in razmišljale, kako moško moč, modrost tudi usmeriti v družbeno konstruktivnost, torej poslanstvo. Srečujem vedno večje število teh prebujenih osebnosti in vam res izrekam poklon in upanje, da boste opravile poslanstvo, ki je v tem času in prostoru prav vaše. O tem tako pišem, zato ne bi rad poudaril, lahko si pogledate 95 posnetek, kaj sem povedal leto ob imenovanju za Slovenko leta. Omenil bom pa dve preprosti ženici, to pa je bila kraljičkova Nežka in pa Frančika z Boršta. Obe sta bile zelo preproste ženičke v Fari Razbor pod Lisco, kjer sem bival, izjemno povezane z naravo in z naravnimi močmi. Bile so kot teta Pehta, ampak tista srčna, dobra, ki pomaga s temi močmi narave, ki so v okolici nas. Ne bom pozabil kraljičkove Nežke. Takrat ob njeni smrti so se dogajali prav čudeži. Bom rekel, raje bom šel na področje Boršta, kjer je živela Frančika. Se spomnim, ko sem jo prvič obiskal, živela je eni zelo preprosti hišici, ampak že prej so mi rekli, da pri Frančiki pa rastejo najlepše rože v Fari. In ko sem prišel k njej, sem videl res tiste rože, ne vem, kako se jim že reče, tiste, ko imajo take velike rdeče cvetove. Verjetno kakšne pelargonije. Pelargonije, ja. Niso bile v tisti hiši neke izjemne razmere, odlične razmere, ampak nad njenih oknih so rasle tako, bi rekel, tako veličastne te pelargonije. In sem rekel, pa kako vam te rože uspevajo? In mi je rekla, veste, rožam je treba peti. Takrat me je dejansko nagovorila, da je z vsem, s čimer smo v naravi povezani, potrebno živeti v ljubečem odnosu. In potem raste, potem smo v sožitju, to je ena taka velika modrost. Če sem prej omenil Tarasa, sem omenil Tomislava Šagibuniča.
To je enakovredna modrost. Ta pristnost, ta povezanost z naravnim, kar nam bo pomagalo pri živetju, če se bomo povrnili k temu, bi rekel, res spoštljivemu, odgovornemu, pravičnemu sožitju z vsem, kar nas obdaja, v naših medosebnih odnosih in seveda tudi v odnosu do živali in v odnosu do stvarstva, tega čudovitega stvarstva, v katerem imamo privilegij, da smo lahko delež vsega, kar se v njem dogaja. In kako zaključiva danes? Razmislite, kdo so pa tisti ljudje, ki so vaši vzorniki. In še nekaj, ne? Tudi mi smo poklicani, da bi s tem, kar smo bili, s tem, kar naredimo na sebi, ne? Kar sva govorila v prvi ponedeljkovem srečanju v mesecu maju, da bi s tem, kar smo naredili na sebi, bili v spodbudo in navdih tistim, ki so sopotniki našega življenja. Torej, drugemu smo na nek način povabilo k rasti, k preraščanju, k bolj poglobljeni in bolj pristni človečnosti. Srečno. Srečno.